upal in praznih rok na pomladni praznik bodo. Prišel je majhen, droben, ubog in zatrobil srebrni rok. In pesem, nežalostna, čudno mila, se je čez svet potočila, da so prisluhnile v gozdu ptice in strepetale bajalice, da so se vdajale hude smrzali na strmi previsni skali, da so obstali hrasti in bori med hojo po temni gori. In so ljudje, začudeni, vsak po svoje, ugibali, kdo neki to poje. On pa je rekel, to ni nobena pesem, to je ena sama ljubezen. Spoštovani, zbrali smo se, da počastimo spomin na gospoda Toneta Neuwirtha, velikega kulturnika, glasbenika, skladatelja, dirigenta in prijatelja. In pesmi Toneta Neuwirtha, zapisane, zaigrane so in bodo ostale z našimi kraji, vasmi in ljudmi. Magister Gregor Žmak, župan občine Pesnica. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, utihnil je glas častnega občana občine Pesnica, spoštovanega gospoda Toneta Neuwirtha, glasbenika, skladatelja, pozavnista, baritonista, umetniškega vodje malega pihalnega orkestra občine Pesnica, Neuwirthovi Štajerci, velikega umetnika. Gospod Tone Neuwirth je začel ustvarjati že pri svojih 10 letih. V mladinski godbi v Pernici ter v kmečki godbi v Malečniku, ki jo je vodil njegov oče. Kasneje je igral prav v vseh mariborskih pihalnih godbah. 13 let je vodil mestno gasilsko godbo v Mariboru in z njo žel velike uspehe zunaj domovine. V SNG Maribor je bil zaposlen kot pozavnist od leta 1969 in tam ostal do upokojitve. 20 let je bil član v ansamblu Vitek, skupaj z brati pa v ansamblu Neuwirth. Leta 1988 je v sklopu KUD-a Marice Kerenčič ustanovil malo pihalno godbo Neuwirthovi Štajerci. Veljal je za izjemno discipliniranega kulturnega delavca, ki je svoje znanje in izkušnje prenašal na mlajše rodove. Prav tako je stremel k izjemni kakovosti skupin, v katerih je deloval. Verjel je, da napredek skupine pogojuje glasbena izobrazba njenih članov. Marsikaterega mladega glasbenika je usmerjal na ustvarjalni poti. S celostnim glasbenim udejstvovanjem je tako pomembno prispeval k ugledu občine Pesnica. Neponovljiva uspešna zgodba gospoda Neuwirtha je v občini Pesnica pustila njegov izjemno dragocen pečat pravih življenjskih vrednot. Modrosti, sočutja, naklonjenosti, prijaznosti, pomoči, prijateljstva, preudarnosti, izkušenosti, domačnosti, odprtosti. S svojim znanjem in izkušnjami je pomagal mnogim ustvarjalcem, društvom, glasbenim skupinam, ne nazadnje pa svojemu celotnemu okolju. Tone Neuwirth je bil pokončen mož, zagovornik pravičnosti, dane besede in človek visoke morale. Med vrednotami je človeško dostojanstvo postavljal na najvišje mesto. Zaradi vseh teh lastnosti je mnogokrat tudi odklonil kakšno priznanje. Najbolj zahteven je bil prav do samega sebe. Za svoje dolgoletno predano in nesebično delo na področju glasbe in kulture nasploh, za razvoj kraja in za celovito promocijo občine Pesnica v vseh 4 krajevnih skupnosti,
za vse stransko angažiranje in delo v glasbenih okoljih, pa tudi za svoj doprinos k odprtju glasbene šole v Šentilju, je leta 2002 prejel naziv častnega občana občine Pesnica. Njegovo delovanje je bilo vedno zelo strpno, razumevajoče in v izrazito dobro razvoju glasbene kulture, v kateri je našel ustvarjalne sooblikovalce glasbe. Pri njenem nastajanju in izgrajevanju je tudi sam aktivno sodeloval. Verjel je v neizmerno moč ljudskega izročila, v bogatstvo kulture in gradil je trdne vezi med vsemi ljudmi dobre volje doma in v sosedstvu. Verjamem, da bodo mladi rodovi, ki so sledili njegovi dirigentski palici, nadaljevali to tradicijo in spoštovali za obljubo gospoda Toneta, ki jo je dal pokojnemu očetu Vinku, in bo priimek Neuwirth še naprej sinonim ubrane instrumentalne glasbe. Kako mojstrsko je gospod Tone znal povezati dediščino s svojim aktualnim snovanjem, ter kako je v umetniški izraz vpletel pokrajinsko pripadnost, je sam najlepše zapisal. Jaz sem ostal zvest glasbi, kakršno je igral moj oče. Tudi skladbe, ki jih pišem, so napisane v istem stilu. Napisal sem jih tako, da so bile razpoznavne, da bi vsak poslušalec prepoznal Štajerce iz Pesnice. Utihnil je glas spoštovanega kulturnika, a njegove skladbe bodo zvenele naprej. Zbori bodo še vrsto let posegali po pesmih, katerih besedila je zapisala naša gospa Berta Čupal Javornik in jih je v melodije uvil gospod Tone Neuwirth. In s ponosom bo občina Pesnica lahko dejala, da ima svojo občinsko godbo, malo pihalno godbo Neuwirthovi Štajerci. Ob slovesu gospoda Toneta Neuwirtha, častnega občana občine Pesnica, izrekam iskreno sožalje družini in prijateljem, sodelavcem iz kulturno-umetniških društev, s katerimi je gospod Tone žlahtnil kulturno dediščino našega okolja. Cenjeni gospod Tone Neuwirth, počivajte v miru. Bistvo ustvarjanja je, da pride med ljudi, je dejala Eti Štih. In ljubiteljska kulturna dejavnost že stoletja živi po zaslugi posameznikov, legend, kot je bil Tone Neuwirth, kateremu je ustvarjanje bilo življenjsko poslanstvo. Zahvaljujoč očetu Vinku Neuwirthu, kreativnemu nemiru in zdravi samokritičnosti, je Tone Neuwirth postal gonilna sila kulturnega dogajanja našega in širšega območja. Kot je sam večkrat dejal, mu je očetova vzgoja dala red in disciplino, pa tudi tisto pristno veselje do domače glasbe, ko so pri Šempetru zašpilali Neuwirthi. Kot 10-leten deček je že bil član domače in mladinske godbe. Rasel je v okolju, kjer je delo na kmetih podajalo roko pesmi in muziki, a pri Tonetu ni ostalo samo pri veselju do igranja. Prva glasbena znanja je v povojnih letih nabiral kar doma pri očetu, ki je kot vojaški godbenik kralja Karadžordževića lahko suvereno svoje otroke peljal v skrivnostni svet not. Zato ni presenetljivo, da je Tone Neuwirth z lahkoto zaključil srednjo glasbeno šolo v Mariboru. Kot pa je sam zapisal, je največ znanja odnesel iz vojaške godbe v Banja Luki, kjer je 3 leta služil vojaški rok kot pozavnist. Neprecenljivo in še kako dragoceno znanje pa je pridobil od češkega skladatelja s Kraška. Svojim glasbenim znanjem je tako služil kruh kot član opernega zbora Slovenskega narodnega gledališča Maribor vse do upokojitve. Toda nemirni ustvarjalni duh ga je gnal, da se je v zgodovino ljubiteljske kulturne dejavnosti na področju instrumentalne glasbe zapisal kot izjemen ustvarjalec in poustvarjalec. Njegov skladateljski opus na njegovi domačiji zajema dobro tono notnega gradiva. Med zapisi najdemo več kot 370 lastnih skladb in aranžmajev za trobila. Preko 130 priredb drugih avtorjev za celotno zasedbo majhnih ali velikih pihalnih orkestrov.
Okrog 100 lastnih skladb za zborovsko izvajanje. Njegovi valčki, polke in koračnice so železni repertoar pihalnih godb. Še posebej dragoceni pa so mnogi zvočni in video zapisi, vse od vinilnih plošč do DVD-jev. Kot instrumentalist se je kalil vse od prvih korakov v očetovi pihalni godbi v rojstnem Malečniku, ki jo je prevzel leta 1959, do vojaškega godbenika v Banja Luki. 13 let je vodil gasilsko godbo Maribor in 5 plodovitih let pihalni orkester Paloma Ceršak. Pomemben mejnik je bilo leto 1987, ko je Tone Neuwirth pod okriljem Kuda Marice Kerenčič v pesnici ustanovil malo pihalno godbo Neuwirthovi Štajerci, ki bo prihodnje leto obeležila 100 let godbeništva Neuwirthov. S svojim strokovnim delom, organizacijskimi sposobnostmi, mentorstvom in stremljenjem k čim višji kakovosti je pomembno vplival na razvoj godbeništva na Slovenskem. Sodeloval pa je tudi v drugih sestavih. S 4 brati so kot kmečka godba iz Malečnika posneli precej pesmi za Radio Maribor. 28 let je bil član ansambla Vitek ter sodeloval še z viničarji, z ansambli Spomin Planter, z ansambel Pik, skladal in pisal priredbe. Moji prvi spomini na krajevne praznike in žegnanja so zvoki Neuwirthove pleh muzike. Ni bilo primicije brez slavnostne godbe. Letno se je zvrstilo poprečno 100 nastopov na različnih kulturnih in družabnih dogodkih, ki so se jih udeležili člani pihalnih sestavov s Tonetom Neuwirthom. Slovensko glasbo pa so ponesli tudi preko meja. Leta 2014 je tako Tone Neuwirth več kot zasluženo prejel najvišje priznanje Javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike Slovenije, Galusovo listino. In kot je bil Tone Neuwirth rojen v glasbeno družino, je ljubezen do umetnosti, veselje do glasbe želel prenesti na svoje hčere. Zavedal se je pomembnosti rednih vaj, nenehnega vežbanja, mukotrpnih ur za notnim črtovjem, ki pa vodijo do zanesljivega uspeha. Danes smo kulturniki lahko ponosni, da iz naših krajev izhaja glasbena družina Neuwirthovih. Tonetove in Anine hčere, vnuk, vnukinje. Prepričana sem, da bo zgled Toneta Neuwirtha navdih in dokaz, da bo ljubiteljska kultura živela še naprej. V teh časih, ko vlada tišina, ko so dvorane prazne, ko se sprašujemo, kaj bo, kako bo, naj nas hrabrijo besede Toneta Neuwirtha. Ustvarjajte z dušo in srcem. V času ustvarjalne krize pa si zaigrajte koračnico. Naj vam da novih moči. Žalni zbor, spoštovana družina Neuwirth. Vest o smrti Toneta nas je, moram reči, kar presenetila in prizadela. Zelo smo žalostni. S Tonetom smo pevci okteta sodelovali skorajda 40 let. Pred slabimi 40 leti je prav Tone ustanovil svojo malo pihalno godbo. In mi smo z njim peli na najrazličnejših prireditvah in seveda izvedli tudi številne koncerte. Zelo smo bili veseli, ko je po kakšnem nastopu prav hudomušno ocenil nas nastop in seveda na tak način nas je tudi spodbudil še za nadaljne delo, da še naprej pojemo in ustvarjamo kulturo. Vsi smo ga seveda zelo cenili. Ampak Tone ni bil samo umetnik, izvajalec kulture, kulturnik, bil je tudi dober prijatelj, bil je zelo dober sokrajan. Danes smo v pevci prišli zapeti eno pesem slovo. Ampak ne bomo zapeli žalostinke, kot se ponavadi pojejo ob takih priložnostih. Zapeli bomo pesem, ki je Tone uglasbil po besedilo Šetinčeve Ine v Pesniški dolini. To pesem je uglasbil prav za pesničane
za godbenike in za nas pevce. Hvala ti, Tone. Imeli bomo te v lepem spominu in obljubljamo, da bomo na prvem koncertu del koncerta namenili tudi v tvoj spomin. Pesniški dolini, tu smo mi doma, vedno smo veseli dobrega srca. Naše vince sladko je, lahko pije se, kar po grlu dolcuje, to živit nam dan. Lepa je narava, le oglejte si, pesnica nam draga, skozi vas šumi. V njenih vodah ribice mirno plavajo. Kdor želi se tu spočit, naj jih dve lovi. Vsak je dobrodošel, ki bo prišel k nam. Pesniško dolino naj ne bo ga sram. Dobre volje bo zares, ko bo šel od nas, pa prišel bo spet nazaj, tam naš lepi kraj. Pa prišel bo spet nazaj, tam naš lepi kraj. Človek umira v vseh dni življenja, še preden se zgodba neha. Umirajo sanje, želje, hotenja, brez milosti, krivde in greha. Vene ovenci bili, vasne večne ljubezni. Praznota v srce se naseli in zapustijo ga pesmi. Potem pa začuda požene v pušči zelena klica in naenkrat ni več nobene smrti, je nova resnica. Tako stvarnica snuje svoje večnostne sanje, z njimi se nič ne končuje, a vse je nadaljevanje. Minuta molka naj bo izraz našega spoštovanja in hvaležnosti gospodu Tonetu Neuwirthu.